Dragih vseh 74 podpisnikov. Medtem ko je 13,3% ljudi v Sloveniji pod pragom tveganja revščine, to je 268 tisoč ljudi, med katerimi je 89 tisoč upokojencev in, pazite, 45 tisoč otrok, bi si vi radi povečali znesek povračila stroškov prevoza na delo, zagotovili prejemanje nadomestila plače že po prvem dnevu opravljanja funkcije, izvzeli službeno stanovanje iz davčne bonitete in povrh vsega še brisali določbo, po kateri poslanski mandat preneha v primeru opravljanja nezdružljive funkcije. Gre za, če sem zelo nežen, najmanj neokusen predlog. Neokusno v tej mlaki demokracije pa je predvsem to, da ste še pred 2 tednoma in manj z vsem žarom zagovarjali, kako si poslanci to zaslužimo, malo da ne po nekem naravnem stanju stvari. In tu se nismo mogli ogniti jamranju o napornih delovnikih, povzdigovanju poslancev v simbole države, ter nenazadnje tudi medvrstičnemu žaljivemu odnosu do vseh javnih uslužbencev, ki jim kemiki ob 14:30 uri padejo iz rok. Najbolj neokusno pa je to, da ni bil razum tisti, ki je dosegel, da se je ta mavrična večina odločila, da se bo bojda danes zavila v molk, ne prijavila niti stališča ob tem zakonu in samo potihoma na glasovanju pritisnila tipko proti. Razlog za odstop od sprejema tega zakona je bistveno bolj preprost in prvinski – strah. Strah pred ljudstvom, ki je jasno izrazilo nestrinjanje, strah pred ljudmi na ulicah, po trgovinah, na vlakih, strah pred gasilci, sindikati, strah pred izgubo odstotnih točk v javnomnenjskih raziskavah. V Levici takšnih podvigov, v katerih peščica sama sebi daje še več, ne podpiramo in jih nikoli ne bomo, smo pa tu, da to aroganco vsakič znova razkrinkamo.